Dober dan, moje ime je Martin Kavčič, sem inštruktor v učnem centru Horizont za matematiko in fiziko in mi si bomo skupaj v parih kratkih posnetkih pogledali, kako se je rešila lanska pomladanska maturitetna pola za splošno maturo iz matematike. Pravi, sprehodili se bomo čez nalogo, kako se jo reši, povedali teorijo, ki zadaj paše, ki jo je treba vedeti za take naloge, mogoče kaj pokomentirali, kaj še dodatno bi bilo fajn pri podobnih nalogah vedeti in tako šli v posnetkih, ki bojo zajemali po 2 do 3 naloge čez celo maturo. Pa če kar začnemo, tukaj imam odprto jaz polo lanskoletne spomladanske mature. In če pogledamo prvo nalogo, imamo podani 2 množici. Prvo je množica A z elementi 1, 2 in 3 in množica B z elementi 3, 4 ali 6. In naloga od nas zahteva, da za naštevanjem elementov zapišemo množici A unija B in A presek B. Pravi, če si klele tole mi kar prepišemo, jaz imam množico A, ki smo rekli, da ima elemente 1, 2, 3 in množico B, ki je imela elemente 3, 4 in 5. Dajmo sam na vsak slučaj preveriti. Evo, sem se že zmotil, elementi so bili 3, 4 in 6 pri B-ju. Tako da, dajmo tole popraviti. In zdaj, kaj od nas naloga zahteva? Od nas naloga zahteva, da napišemo množico A, temule U-ju rečemo unija množice B in A presek množica B. Se pravi, tele narobe obrnemo U-ju pa rečemo presek 2 množic. In zdaj, kako to deluje, kaj sploh unija oziroma presek množic je. Če si mi kar napišemo, kaj bi unija bila, bomo ugotovili, da unija 2 množic so elementi, ki nastopajo v vsaj eni izmed množic. Se pravi, unija 2 množic so v bistvu vsi elementi, ki nastopajo v eni ali v drugi množici. Pravi, čim je element vsebovan v kateri izmed 2 množic, s katerima delam unijo, je prisoten tudi v uniji. Če bi si recimo to probali predstavljati še z risbico, če imam jaz množico A takole, množico B takole, bi njuna unija predstavljala vse, kar skupaj zajemata. Se pravi, vse tole, kar je v eni ali v drugi množici, bi bilo vsebovano tudi v uniji. Se pravi, ko se vrnemo na naš konkreten primer, ko zapisujemo unijo 2 množic, samo recimo elemente ta prve prepišemo, ker če so v A-ju, bojo ziher tudi v uniji, dobimo 1, 2, 3 in potem samo še dodamo tiste elemente iz B-ja, ki se v A-ju niso pojavili. Se pravi, trojke tukaj ne bomo še enkrat napisali, ker smo jo že vzeli iz A-ja. Posamezen element pa lahko v množici nastopa samo enkrat, nimamo večjih pojavitev elementov, tako da trojka je prišla tukaj že iz množice A. Se pravi, zraven dopišemo še 4 in 6 in tole predstavlja našo množico A unija B. Se pravi, vsi elementi, ki so bili ali v A-ju ali v B-ju. In takole to dobimo. Zdaj, naslednja zadeva, ki nas zanima, bi bil pa presek 2 množic. Zdaj, če smo rekli, da pri uniji velja, da je to skupek elementov iz vsaj ene izmed množic, ki ju skupaj združujemo,
je presek množica tistih elementov, ki nastopajo v množici A in v množici B. Se pravi, presek dveh množic je taka množica, ki vsebuje elemente, ki so nastopali v obeh množicah. Se pravi, če bi si klele mi napisali, bi lahko trdili, da, Dajmo tole pobrisati, da je presek dveh množic množica elementov, ki stopajo v obeh množicah. Pravi, to so elementi, ki nastopajo v obeh množicah. Če bi si spet pri tole probali še narisati, imam množico A in množico B, je presek tole, kar je vsebovano v obeh množicah. Se pravi, tisto, kar paše v eno in v drugo, je presek. In če se zdaj vrnemo na našo nalogo, kaj bo presek naših množic A in B? Ja, pogledamo prvi element iz A-ja, enka ne bo v preseku, ker se v v množici B ne pojavi. Dvojka prav tako ne bo element preseka, ker jo v množici B ne najdemo. Trojka pa bo element našega preseka. Zakaj? Ker se pojavi tako v množici A kot v množici B. Gremo pogledati še množico B. Trojko smo že dodali v presek. Štirkica v preseku ne bo, ker je ne moramo najti v A-ju. In ravno tako tudi šestica, ker je v A-ju ni, nastopa samo v B-ju, v našem preseku ne bo vsebovana in je naš presek množica, ki vsebuje zgolj trojko. Pravi, smo naredili tisto, kar je obema množicama skupnega. In s tem smo prvo nalogo lanskoletne mature zaključili. Podali smo množico, ki je unija množic A in B, in množico, ki je njun presek. Dobro, potem pa se lahko kar lotimo naslednje naloge. Druga naloga od nas zahteva, da število, ki vidimo, da je kompleksno, ker noter vsebuje tole imaginarno enoto I, zapišemo kot standardno obliko kompleksnih števil, se pravi oblike A plus BI, kjer sta A in B realni števili. Takole v splošnem vedno zapisujemo kompleksna števila, kjer A-ju rečemo realna komponenta kompleksnega števila, B-ju pa imaginarna. Se pravi, tisto število, ki je pomnoženo z I-om, je imaginarna komponenta, tisto, ki je brez I-ja, pa je realna komponenta. In če se spet kar lotimo naše naloge, mi imamo podano kompleksno število 1 vlomljeno 1 plus I. Pravi, 1 vlomljeno 1 plus I je naše število in kaj nas moti? Moti nas, da tegale števila ne moremo zapisati v obliki A plus BI, ker imamo v ulomku neko seštevanje, ki nam onemogoča, da bi tole razbili ta dva ulomka, kakor bi lahko naredili, če bi imeli lih obratno obrnen, se pravi, če bi imeli recimo 1 plus I ulomljeno z 2, bi si to lahko razbili na dva ulomka in bi bil problem takoj rešen, bi se videli, koliko je realni del, koliko je imaginarni del, tukaj pa tegale ne moremo narediti. Tako da, kako se v takih problemih rešimo tegale problema?
Problem tukaj v bistvu ustvarja tale i v imenovalcu. Če pogledamo mi obliko, ki bi jo radi imeli, je to oblika a plus b krat i. Se pravi, tale i nastopa v števcu. Tukaj je vlomljeno za 1 oziroma vlomka sploh ni. Se pravi, je i v števcu, tukaj pa nam nastopa v imenovalcu vlomka, kjer ga ne maramo. Tudi zaradi razloga, če se spomnimo, kako je i sploh definiran, so kompleksna števila v matematiko bila vpeljana zaradi tega, da nam dovoljujejo koreniti negativna števila in, če se spomnimo, se i po definiciji zadaj skriva koren iz -1. In mi pa vemo, da v matematiki, tudi izven kompleksnih števil, korenov v imenovalcu vlomka nikoli ne želimo imeti in se jih znebimo z procesom, ki mu rečemo racionalizacija. Tako da tale primer bomo rešili z čisto istim principom, kot če bi racionalizirali vlomek oblike recimo 1 vlomljeno za 1 plus koren iz 2. Čist po istem principu se bomo tega lotili in če se spomnimo, kako ta racionalizacija deluje, jaz moram tole imenovalec, zato da se bom i-ja znebil, moram pomnožiti z vrednostjo njegovo, ki je samo konjugirana. Če se spomnimo, kaj konjugiranost tukaj le zraven pri kompleksnih številih pomeni. Kompleksna števila, ki jih ponavadi označujemo z z-jom in takale odebeljen c pa predstavlja množico kompleksnih števil, v splošnem zapisujemo kot a plus b, tako kot tudi od naloga to od nas zahteva, realna komponenta plus imaginarna komponenta krat i. In kaj pol pomeni, da jaz kompleksno število konjugiram, to označujemo z takole črto nad številom. Konjugiranje, če si napišemo, to je konjugiranje, je v bistvu sprememba predznaka pred imaginarno komponento. Se pravi, iz števila oblike a plus bi dobim a minus bi. Imaginarni komponenti spremenim predznak. In klele bomo za uniče, da se bomo znebili i-ja v imenovalcu, mogli pomnožiti z konjugirano vrednostjo, ki potem pride 1 minus i. Temu, kar ima zraven i, členu z i-om, sem spremenil predznak. Potem pa moram seveda tudi števec pomnožiti z tem istim številom, ker vemo, da samo tako se bo vrednost vlomka ohranjala. Če pomnožim samo imenovalec z nekim številom, števec pustim nespremenjen, bi se vlomek spremenil. Jaz pa tukaj nočem spremeniti tega vlomka, ampak hočem samo drugače zapisati njegovo obliko. Vrednost pa želimo ohraniti, tako da moramo tudi zgoraj s tem pomnožiti. Dobimo zgoraj 1 minus i, ker vemo, da če nekaj pomnožimo z 1, se zadeva ne spremeni. Spodaj pa dobimo 1 plus i krat 1 minus i, kar nas takoj more spomniti na formulo razlike kvadratov. Mi vemo, da vedno, ko pomnožim dva dvočlenika, ki izgledata enako, razen s to razliko vmesnega predznaka, da se mi to vedno poračuna v prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat. Se pravi, zgoraj samo prepišemo 1 minus i, spodaj pa dobim prvi na kvadrat, se pravi 1 na kvadrat, minus drugi na kvadrat i na kvadrat. Tukaj ni nobene panike, tudi če se tele formule ne spomnimo, gremo lahko po čisto standardnem računu pomnožiti vsakega z vsakim, pa bomo prišli do čisto istega rezultata, ker se bosta vmesna člena med sabo pokrajšala. Če pogledamo tale i krat 1 bi dal plus i, 1 krat minus i bi dal minus i in bi se med sabo krajšala. Zdaj bomo pa tole še malo uredili. Zgornjega spet samo prepišemo, spodaj pa dobimo 1 na kvadrat, kar vemo, da je enako 1. I na kvadrat pa vemo, da je enako minus 1. Mi smo že prej govorili, da je i bil vpeljan zaradi možnosti korenjenja
negativnih števil in smo i definirali kot koren od -1. Zdaj pa jaz vem, da če dam nekaj pod korenom na kvadrat, se koren in kvadrat izničita in mi ostane samo tisto število brez korena, se pravi bo i kvadrat enak -1. In potem, če še malček uredimo, vemo, da nama minus in minus data plus, pravi spodaj dobimo 1 plus 1 oziroma 2. Sedaj pa za res končno lepo obliko a plus bi, samo še tale ulomek razbijemo na dva različna ulomka, kar si sedaj lahko privoščimo, ker smo iz seštevanja odštevanja v imenovalcu prešli na seštevanje odštevanje v števcu. Pravi, lahko tukaj le zapišemo, da je to enako 1 polovica minus 1 polovica i. Oziroma lahko bi napisali tudi i polovic, ampak če hočemo še bolj natančno pokazati, čemu je b oziroma imaginarna komponenta tukaj enaka, lahko zapišemo takole 1 polovica krat i. Se pravi, vidimo, da nam je v tem primeru bilo skrito zadaj neko kompleksno število, ki ima realno komponento, ki jo vidimo tukaj le 1 polovica in imaginarno komponento, ki jo vidimo tukaj le enako minus 1 polovica. Dobro, za danes in prva dva primera naj si bodi to vse. Se slišimo v naslednjem posnetku, ko bomo nadaljevali z reševanjem izpitne pole.